Gre za zelo neposredno sporočilo državljana državi. Pozdravljeni, ja. Ni ravno vsakdanji primer tole. Ne gre za, recimo, klasično politično izjavo ali kaj podobnega, ampak za sklop dejanj, konkretnih dejanj in pa uradnih dopisov. S katerimi posameznik utemeljuje precej drastične korake. Tako je, odstranitev hišne številke in tudi poštnega nabiralnika. Trditev v ozadju pa je, država naj bi bila tista, ki je prva prelomila temeljni dogovor z državljani. V bistvu pravi, da je družbena pogodba kršena strani države. Pa si pogleda malo podrobne te argumente, kaj točno očita državi in pač kaj zahteva. Res je zanimivo, ker posameznik tukaj uporablja pravne argumente, ki izvirajo iz same ustave. Ustave, ja. Da bi upravičil svojo, recimo temu, državljansko nepokorščino. Država tega načela ne spoštuje. Omenja omejevanje svobode govora, cenzuro, pa ignoriranje zahtev po informacijah javnega značaja. S tem naj bi po njegovo mnenju kršila tisto nepisano družbeno pogodbo, tisti temeljni dogovor o pravicah in dolžnostih med državo in državljani. Njegove dejanja so torej nekakšno ogledalo, ki ga nastavlja državi. In to ogledalo postavlja zanimivo z argumenti, ki temeljijo na ustavi. Svoje dejanja, torej odstranitev oznak, prekinitev komunikacije, ne prikazuje kot neko anarhijo. Ne. Ampak kot samoobrambo. Kot uveljavljanje ustavnega reda. In kar je tu res fascinantno, on ne trdi, da zakon zanj ne velja. Sploh ne. Ravno nasprotno, zahteva, da država prva začne dosledno spoštovati najvišji zakon, torej ustavo. Poglejva konkretne korake. Prvi dopis je šel na AKOS, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve. Zahteva je zelo jasna. Prepoved pošiljanja kakršnihkoli signalov na njegovo telefonsko napravo. Posebej omenja testiranje sistema Gaia za obveščanje. Kaj je razlog? No, on to utemeljuje s pravico do zasebnosti, 37. člen ustave, in pa varstvom osebnih podatkov, 38. člen. Torej, ustavne pravice. Tako. Tehnične razlage, kako sistem deluje, recimo celično oddajanje, zanj niso opravičilo. On vztraja pri nedotakljivosti svoje zasebne sfere. In to odpira širše vprašanje, a ne? Sveda, kje so meje? Kje so meje državnega poseganja v naše osebne naprave, tudi če gre za namene javne varnosti? Dobro vprašanje. Naslednji korak. Dopis geodetski upravi, GURS. Aha. Tam zahteva takojšen umik vseh podatkov o njegovi zasebni nepremičnini iz javno dostopnih spletnih evidenc. Njegov argument tukaj. Trdi, da je javna objava teh podatkov nesorazmeren poseg, spet, v ustavno pravico do varstva osebnih podatkov in tudi v pravico do zasebne lastnine. Ker ta naj bi vključevala tudi nadzor nad informacijami o lastnini. On argumentira, da mora biti tudi zakon skladen z ustavo in tole zahtevo neposredno poveže s tem, da je hišno številko že odstranil. Se pravi najprej fizično, zdaj pa še digitalno. Tako nekako. Briše sledi, bi lahko rekli. In potem je tu še Pošta Slovenije. Ja. Sporočilo njim je pa dokončna prepoved vročanja vseh poštnih pošiljk. Razlog je najprej čisto fizičen. Pogojev za poštne storitve ni več, ampak dodaja še pravni argument. Res je, trdi namreč, da država uradnih pošiljk sploh ne vroča skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku, torej ZUP-om. Ampak kot navadno pošto? Tako. In s tem naj bi pošta nezakonitem poslovanju države na zasebni lastnini. In napoveduje, da bo vsak poskus vročitve ali puščanja tistih obvestil štel za motenje posesti. S tem pa dejansko prekine vse uradne poštne komunikacijske poti. In to spet poveže svojo osnovno tezo, ne? V kršitvi strani države. Natanko tako. V spremnem zapisu argumentira nekako takole. Če lahko država blokira državljana, na primer z omejevanjem informacij ali cenzuro, potem lahko tudi državljan blokira državo. Točno. To dejanje predstavlja kot logično posledico, kot nujen odgovor na ravnanje države, ne kot neko samovoljo. Vse skupaj kaže na res globoko nezaupanje tega posameznika v institucije. Popolno izgubo zaupanja. Vsekakor. V državo in njene institucije. Torej, če povzamem, pred nami je državljan,
ki svoja dejanja od fizične odstranitve hišne številke do blokade digitalnih podatkov in poštnih pošiljk vidi kot legitimen. In ustavno utemeljen odgovor. Na kršitve, ki naj bi jih zagrešila država. Gre za res radikalno zahtevo po spoštovanju načela zakon velja za vse enako, ampak najprej za državo samo. Tako je. On zahteva, naj država prva pokaže, da spoštuje pravila igre. Za konec pa morda eno vprašanje za razmislek. Kje pravzaprav poteka meja? Med tem, kar štejemo za legitimen državljanski protest proti dejanjem oblasti in pa dejanji, ki dejansko onemogočajo osnovno delovanje sistema, osnovno komunikacijo med državljanom ter državo. Dobro vprašanje. In kdo to mejo postavlja v družbi, ki naj bi temeljila na vladavini prava? Točno. Kdo je tisti arbiter? Zanimiva tema za premislek. Kaj se zgodi, ko posameznik reče državi dovolj in ji nastavi ogledalo? Ne gre za nek poziv k uporu, ampak, in to je tisto zanimivo, za zahtevo po spoštovanju zakona. Poglejmo si tole pobliže. Zakon velja za vse enako. Sliši se preprosto, kaj ne? Ampak to je temeljna obljuba demokracije. In to je tudi osrednji argument vira, ki ga danes predstavljamo. Torej, ne gre samo za neko frazo iz učbenika. Gre za idejo, da nihče, ampak res nihče, niti država sama, ne bi smel biti nad zakonom. No, pa se poglobimo v to utemeljitev. Vse se pravzaprav začne pri konceptu zlomljene družbene pogodbe. Kaj pa je sploh ta družbena pogodba? No, predstavljajmo si jo kot nek tih, nenapisan dogovor med nami, državljani in državo. Mi sprejmemo določene obveznosti, plačujemo davke, spoštujemo pravila, država pa se zaveže, da bo v zameno varovala naše temeljne pravice. Ključno je, da je to dvosmerna cesta. Zaveza velja za obe strani. Torej, poglejmo si to dvosmernost. Na eni strani imamo državljana. Plačuje davke, upošteva predpise, ja, celo namesti hišno številko in nabiralnik. To so njegove obveznosti. Na drugi strani pa imamo državo. Njena dolžnost je varovanje pravic, spoštovanje ustave, zagotavljanje svobode govora. In to se pojavi težava. Argument je namreč, da je prav država tista, ki je prva prekršila pravila igre, recimo z omejevanjem dostopa do informacij. In to je res ključen preobrat v razmišljanju. Ne pravi, da je državljan začel spor. Ne. Trdi, da je povod dala država s tem, ko je prva kršila najvišji zakon, ustavo. Vsa dejanja državljana, ki sledijo, so potem takem predstavljena zgolj kot logična posledica, kot odgovor, ne pa kot izvirni greh. Dobro, in kakšen je ta odgovor? Kako se državljan odzove? Pravi, da državi nastavi ogledalo, da bi se končno videla, kaj počne. In poglejte tole definicijo. Odstranitev hišne številke in nabiralnika. To ni prekršek, niti anarhija, vsaj po tej razlagi ne. Predstavljeno je kot popolnoma legitimen in, poudarek je na tem, sorazmeren odgovor. Torej gre za dejanje samoobrambe, ki naj bi bilo utemeljeno v ustavi, kot reakcija na to, da je država prva ravnala protipravno. Ta logika pa se tukaj ne ustavi, gre še korak dlje. Argument pravi takole. Ko država preneha poslušati in njena komunikacija postane zgolj enosmerno ukazovanje, potem njena pošta izgubi vso legitimnost. Vir jo celo imenuje, in to je kar močan izraz, državne smeti. In če je to smet, potem vročanje te pošte ni več uradno dejanje, ampak postane nezakonit vdor na zasebno lastnino. V redu, dovolj teorije. Poglejmo si zdaj, kako naj bi ta samoobramba izgledala v praksi, katere konkretne korake torej predlaga ta dokument. Predlagani so 3 koraki. Prvi je digitalna blokada, drugi podatkovna in tretji, končni, je fizična blokada. Gremo po vrsti. Prvi korak se torej zgodi v digitalnem svetu. Gre za prepoved pošiljanja vsiljenih signalov na osebni telefon. Konkreten primer, ki ga navaja vir, je test sistema za obveščanje Gaia. Argument je preprost. Osebni telefon je zasebna last, pošiljanje takšnih signalov brez privolitve pa vdor v zasebnost. In pozor, ta zahteva ni kar nekaj na pamet, se sklicuje na pravno podlago. Ne samo na ustavo, konkretno na člena o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov, ampak celo na kazenski zakonik in težo zakonitosti. Naslednji korak, podatkovna blokada. Tu je tarča Geodetska uprava oziroma GURS. Zahteva je, naj se spletnih portalov umaknejo vsi javno dostopni podatki o zasebni lastnini.
Zakaj? Ker naj to ne bi bila samo kršitev zasebnosti, ampak kot trdi vir, tudi precej očitno varnostno tveganje za lastnika. In s tem pridemo do tretjega, zadnjega in morda najbolj drznega koraka. Fizična blokada. To pomeni dokončna prepoved Pošti Slovenije, da vroča kakršnokoli pošto. In tu se krog sklene. Tisto, kar je bilo nekoč uradna storitev, se v tej logiki prelevi v nekaj povsem drugega, v nadlegovanje in nezakonit vstop na posest. V redu, 3 koraki, precej drastični, ampak kaj je pravzaprav končni cilj vsega tega? Kaj se želi s tem doseči? In odgovor je morda presenetljiv. Bistvo vsega ni v tem, da bi državljan rekel, zame zakon ne velja. Ravno nasprotno. Sporočilo je, zahtevam, da zakon končno začne veljati za vse. Najprej pa za tiste, ki bi ga morali najbolj ščititi, torej za državo. Gre za zahtevo po tem, da se spoštuje hierarhija pravnih aktov, na vrhu katere je seveda ustava. Zanimivo je tudi, kako avtorji predvidijo naslednjo potezo države. Kaj, če država protestnika kaznuje, recimo z globo? Njihov odgovor je pripravljen. Pravijo, da bi vsakršna kazen samo potrdila to, kar trdijo ves čas, da država ne deluje po pravu, ampak zgolj silo, in da se postavlja nad zakone, ki bi jih morala varovati. In tako smo prišli do konca te razlage, ki nas pusti z enim precej težkim vprašanjem. Ne gre samo za pošto, gre za nekaj globšega. Kje je tista tanka meja med legitimnim državljanskim protestom in anarhijo? Kje se konča zahteva po vladavini prava in začne njeno spodkopavanje? To je vprašanje, o katerem velja razmisliti.